Živijo metalci. Ste se kdaj vprašali, kako iz velikega kosa kovine nastanejo zapleteni deli motorja ali celo nežni kosi nakita? Vse to je zahvala čarovni litja kovin, postopku, ki je star tisočletja, a je še vedno popolnoma super. V bistvu je litje kovin kot izdelovanje kovinskih sladoledov na palčki, ampak veliko bolj kul. Kovino segrejete, dokler ni tekoča, jo vlijete v kalup, pustite, da se ohladi in bum! Dobili ste trden kos v natančni obliki, ki jo potrebujete. To je kot kovinski origami, ampak namesto zgibanja topimo in preoblikujemo. Od starodavnega orodja in orožja do sodobnih strojev in tehnologije je litje kovin igralo ključno vlogo pri oblikovanju človeške civilizacije. To je dokaz naše iznajdljivosti in sposobnosti preoblikovanja surovin v predmete lepote in funkcionalnosti. Potopimo se in raziščimo fascinanten svet litja kovin. Kako se ta kovinska preobrazba dejansko zgodi? No, pripnite se, ker bomo razložili korake postopka litja. Prvič potrebujemo kalup. To je kot negativni prostor, v katerem se bo oblikoval naš kovinski sladoled. Kalupi so lahko izdelani iz peska, kovine, keramike, karkoli, dokler prenese vročino. Nato povečamo vročino in stalimo izbrano kovino. Tukaj se stvari dobesedno segrejejo. Različne kovine imajo različna tališča, zato moramo prinesti pravo količino toplote. Ko je naša kovina lepo tekoča, jo je čas vliti v kalup. Ta del je ključen. Vlivati moramo previdno in enakomerno, da se kovina razlije po vseh kotičkih. Zdaj se igramo čakanja. Ko se staljena kovina ohladi, se strdi in dobi obliko kalupa. To je kot gledanje kovine, ki zamrzne v akciji. Končno odpremo kalup in razkrijemo naš na novo ulit kovinski predmet. Morda bodo kakšni robovi grobi, zato ga očistimo, morda malo obdelamo in vojla. Naša kovinska mojstrovina je pripravljena na akcijo. Tako kot obstajajo različni načini za izdelavo sladoleda, obstajajo tudi različne vrste litja kovin, vsaka s svojimi prednostmi in slabostmi. Spoznajmo nekaj težkokategornikov. Prvič, litjev pesek. Klasika litja kovin, ta metoda uporablja peščeni kalup, poceni, vsestranski in odličen za izdelavo velikih delov. Pomislite na bloke motorjev in ladijske propelerje. Drugič, litjev kokilo. Ta visokotlačna, hitra metoda uporablja kovinske kalupe za izdelavo ton enakih delov, kot so avtomobilski deli ali vojački. Tretjič, investicijsko litje. Ta metoda, osredotočena na natančnost, uporablja keramične kalupe za ustvarjanje zapletenih oblik z odlično površinsko obdelavo. Pomislite na nakit, lopatice turbin ali zobne krone. Četrtič, centrifugalno litje. Ste že kdaj vrteli solato? Ta metoda uporablja centrifugalno silo za vlivanje staljene kovine v vrteči se kalup, kar ustvarja votle valjaste oblike, kot so cevi. Vsaka metoda litja ima svoje prednosti in slabosti, izbira prave pa je odvisna od specifične uporabe, želene kakovosti in seveda proračuna. Četrti del litje kovin v akciji. Industrije, ki se zanašajo na to starodavno obrt. Litij opevani junak za neštetimi industrijami, ki tiho oblikuje svet okoli nas. Posvetimo se nekaterim velikim igralcem. Prvič, avtomobilska industrija. Od blokov motorjev do hiši menjalnikov, litje kovin ohranja naše avtomobile in tovornjake v gibanju. Drugič, vesoljska industrija. Lahki, a močni sestavni deli za letala in vesoljska plovila pogosto začnejo svojo pot kot staljena kovina v kalupu za litje. Tretjič, gradbeništvo. Pomislite na nosilce, stebre, cevi in fitinge. Litje kovin zagotavlja hrbtenico naših stavb in infrastrukture. Četrtič, medicina. Vsadki, kirurški instrumenti in zobozdravstveno delo se pogosto zanašajo na natančnost in biokompatibilnost ulitkov kovinskih komponent. Petič, umetnost in oblikovanje. Od zapletenih skulptur do nežnega nakita litje kovin omogoča umetnikom in oblikovalcem, da svoje ustvarjalne vizije oživijo v 3 dimenzijah. To je le nekaj primerov, kako litje kovin oblikuje naš svet. To je dokaz trajne moči te starodavne obrti, ki se nenehno razvija, da bi zadostila zahtevam sodobne proizvodnje. Peti del, oblikovanje kovin, onkraj litja, kovanje, valjanje in spajanje kosov. Litje je šele začetek poti kovine. Ko imamo osnovno obliko, lahko uporabimo druge tehnike oblikovanja kovin, da jo še dodatno izboljšamo. Kovanje je kot da bi kovini privoščili dober trening. Vročo kovino tolčemo, stiskamo ali valjamo, da spremenimo njeno obliko in povečamo njeno trdnost. Pomislite na meče, podkve in ročične gri motorja. Valjanje je kot uporaba stroja za testenine za kovino.
Kovino prepeljemo skozi valje, da zmanjšamo njeno debelino ali ustvarimo določene oblike, kot so pločevine, palice ali tirnice. In potem je tu še varjenje, umetnost spajanja kovinskih kosov z uporabo plote, pritiska ali obojega. To je kot kovinsko šivanje, ki ustvarja močne in trajne vezi. S kombinacijo litja z drugimi tehnikami oblikovanja kovin lahko ustvarimo neverjetno paleto kovinskih izdelkov, od preprostega orodja do kompleksnih strojev in struktur. To je dokaz človeške iznajdljivosti in naše sposobnosti manipuliranja materialov, da ustrezajo našim potrebam. Torej, to je bil hiter ogled fascinantnega sveta litja kovin. Od staljene kovine do trdne oblike, ta starodavna obrt še naprej oblikuje naš svet na nešteto načinov.